Živjo, Ul tukaj, vi gledate Slone Easy. Jaz tukaj razumem slone na najbolj easy način. Danes bomo govorili o ja, govorili bomo o jeziku. Ja, ampak a veste v bistvu, da jezik je več pomenka? Jezik je pač lahko ta moj organ, ki ga imam v usih, a ne? Ali pa je lahko to, ke zdajle govorim, ke vi poslušate, in to, ke vi razumete. V bistvu jezik je lahko ta način, s katerim se sporazumevamo. In ta naš jezik je razdeljen nekako na več delov. In danes bomo spoznali te različne dele jezika, ne. In kar lotimo se. Na začetku vidite tukajle eno veliko narisano Slovenijo. Pač ni tako velika kot ta prava, je pa vseeno kar velika, ne. Se opravičujem kakšnim učiteljem ali pa učiteljem pač geografije, a ne, če sem kakšno dolino preveč ali pa kakšno dolino premanj dal ali pa kakšno kotlino ali pa kaj tako, se opravičujem. Vem, da ni glih najbolj natančen. Je pa natančno to, da državni jezik, a ne, se uporablja po celi Sloveniji. Državni jezik je v bistvu nekako tako kot simbol države, a ne, tako kot grb pa zastava, je tudi naš jezik, a ne. Nemčija ima pač nemški jezik, Amerika ima angleščino, mi imamo pa slovenščino. In ta državni jezik uporabljajo pač tudi politiki, a ne, ke nekako predstavljajo Slovenijo, vsaj ga, a ne. Državni jezik je tudi natisnjen na denarju. Državni jezik uporablja vojska, pač z državnim jezikom se vojska sporazumeva med sabo, a ne. In najpomembnejši slovenski dokument, tale ustava, je napisan v državnem jeziku, slovenščina. Ni to super? Gremo zdaj še na uradni jezik, a ne. Uradni jezik se ga v bistvu uporablja, kadar uradne osebe govorijo pač z ljudmi, a ne. To pač uradni jezik uporabljamo na pošti, v šoli, na policiji, v knjižnici, na banki, na sodišču, kjerkoli pač, na kateremkoli uradnem mestu, a ne. Je pa tudi res, da v Sloveniji imamo še dva uradna jezika dodatno, pač na določenih območjih, a ne. Torej imamo vse skupaj tri uradne jezike. Tukaj na tem območju, ke je pač z oranžno narisano, ne, je pač italijanska narodna manjšina in tam je uradno dvojezično območje. Je uradni jezik in slovenščina in in italijanščina, a ne. Torej tam lahko govoriš ali italijansko ali pa slovensko, pač v katerihkoli teh ustanovah in lahko pričakuješ, da te bojo razumeli, a ne. In tudi table tam so napisane, na primer Piran, Pirano, Koper, Capodistria in tako naprej. Pač tukajle, a ne, ta del zraven Madžarske, ke je tudi narisan z rdečo, tam je pa ta drugi uradni jezik tudi madžarščina, a ne, in isto velja kot tukajle spodaj je tudi pač madžarska narodna manjšina in tam so tudi table slovenske in madžarske in vse te ustanove lahko govorite ali slovensko ali pa madžarsko in pričakujete, da vas bojo razumeli. Okej, gremo zdaj še na materni jezik. Materni jezik je v bistvu jezik, ke ga govorite že od rojstva, je to prvi jezik, ke ga začnete govoriti. Govorite ga tudi doma, vsaj večino časa, a ne. In ta jezik vam je nekako najbolj pri srcu. Slovenci po celem svetu, a ne, je njihov materni jezik, če so se rodili v Sloveniji in ga govorili od rojstva, je pol njihov materni jezik slovenščina, itak da, a ne. In tudi slovenski zamejci, a ne, njihov materni jezik je slovenščina. A veste, ke pač zamejci, a ne, so ljudje, ke so živeli takole pač včasih v meji Slovenije, a ne, ampak tako po drugi svetovni vojni, ke so se meje Slovenije skrčile, so ostali pol na pač drugi državi, a ne, ampak tam so ostali, ker imajo tam dom, družino, službo in tako naprej. Čeprav niso več državljani Slovenije, ker so v drugi državi, pač so državljani tiste države, vseeno imajo materni jezik slovenščina, a ne. In še slovenski izseljenci so pač ljudje, ke so se nekam drugam odselili, a ne. Tudi je njihov materni jezik slovenščina. Verjetno tudi govorijo jezik pač tiste države, kamor so šli, je pa tudi njihov materni jezik skoraj definitivno slovenščina, a ne. Ke so se pač tja preselili iz Slovenije, a ne. Ampak v glavnem, to je to. Gremo samo še na hitrejši šest, okej. Uradni jezik se ga uporablja na uradnih ustanovah, torej pošta, šola, policijska postaja, knjižnica, sodišče, tako naprej. Tukajle sta dva uradna jezika, madžarščina in slovenščina, tukaj pa tudi, italijanščina in slovenščina, a ne. Kar pomeni, da table pa tako, vse te ustanove so dvojezične, a ne. Pol imamo, ja, tukaj državni jezik.
Državni jezik v bistvu uporabljajo politiki, ki predstavljajo državo, je na denarju, uporablja ga vojska, da se sporazumevajo, in ustava je napisana v državnem jeziku. Je tudi nekako državni simbol. Materni jezik je pa jezik, ki ga govorimo od rojstva, ki ga uporabljamo doma vsaj večino časa in ki ga uporabljajo Slovenci po celem svetu. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite. Mogoče se naročite na YouTube kanal Slavni Izi. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Materni Izi. To je to. Se vidimo drugič. Čau!